Z Linkscraft vas vabimo na letošnji sejem Dom marca 2026 na gospodarsko razstavišče, kjer si boste lahko sami oblikovali idejni projekt za svojo sanjsko hišo. Boštjan, pozdravljen, dobrodošel na Links podcast. Eno slabo uro sva preživela skupaj. Bom pa najprej preberem par stvari o tebi, pa greva na vprašanja. Torej, Boštjan Udovič, univerzitetni diplomirani pravnik, ki je trenutno direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami na GZS. V svoji vlogi se ukvarja predvsem z regulativo, standardi in razvojem nepremičninskega trga ter zastopa interese stroke v dialogu z državo in javnostjo. Drugače pa je kariero začel na Stanovanjskem skladu v Kopru in kasneje na občini Postojna kot direktor občinske uprave. Med številnimi drugimi izkušnjami velja omeniti, da v času 2012 do 2016 zasedal mesto predsednika nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. Vsekakor impresivna, bi rekel, kariera. Kako gledaš danes na začetke svoje kariere? Kaj te je oblikovalo, da si sploh pristal tako? Na sedanji poziciji sem pristal bolj ali manj slučajno, priložnost je bila, nisem načrtoval tega, ampak ko pa gledam nazaj na CV, pa dejansko ugotavljam, da je bila celotna kariera tako ali drugače povezana z nepremičninami. Začel sem na Stanovanjskem skladu, tudi tisto je bilo bolj začasno, slučajno, ne začasno, in sem se s temi zadevami ukvarjal, s katerimi se delno tudi sedaj, ker so naši člani na zbornici tudi stanovanjski skladi, se pravi stanovanjska gradnja, nepremičnine, potem na občini, na vsaki občini so nepremičninska vprašanja. Potem sem bil, kot si rekel, predsednik nadzornega sveta pri Republiškem stanovanjskem skladu, spet to področje, potem se je nekako pojavila ta priložnost in se pravi, nisem načrtoval tega, ampak ko sem razmišljal, pa mi je nekako, se mi je zdelo, da je napisano zame. No. Tako da, zdaj pa je seveda to področje dela širše, ne. 10 let sem na tej poziciji in od takrat se pač ukvarjam s stvarmi, s katerimi se prej niti približno jih nisem poznal, ampak so mi pa kar zelo blizu, no, moram reči. Katera znanja pa izkušnje pa bi rekel, da si prenesel iz prejšnjih pozicij občine pa sklada zdaj na GZS? Vse sortih je, ne? Zato ker, kot si rekel, naša glavna, recimo, naloga tukaj je skrbeti, bom rekel, za interese članov, tako zelo na široko. Večinoma seveda na tem normativnem zakonodajnem področju, tukaj mi ogromno pomaga to, da sem pravnik, ker naši člani, vsaj na naši zbornici, najbolj rabijo točno to. Se pravi, da nekdo gleda, kako bi lahko zakonodajo izboljšali, da se na nek način bode z državnimi organi, z odločevalci, s parlamentom, s politiko. Je pa to delo ali pa ta funkcija bistveno več kot to, ker od leta 2006 je članstvo v gospodarski zbornici celotni prostovoljno in je vedno bolj treba zdaj delati na določenih storitvah, ki jih člani rabijo, ki niso nujno. Tako bom rekel, zdaj to, da delaš na zakonodaji, je seveda zelo pomembno za vsako panogo, ampak za tiste, ki želijo postati člani, je to malo sekundarnega pomena, ker jih bolj zanima tisto, kar jim ti lahko ponudiš, da jim olajšaš njim poslovanje. Zakonodajo je tako, če nam uspe neko rešitev, če nam uspe si nekaj izboriti na zakonodajnem področju, imajo koristi od tega vsi, tudi tisti, ki niso člani. Ogromno mi pomaga recimo to, da se znam tudi, da se znajdem pri predpisih, da znam tudi pripraviti kakšno rešitev, kakšen amandma, ki ga mogoče potem ponudimo odločevalcem, pogajalske izkušnje, bom rekel, ta komunikacija, ne vem, diplomacija, lahko rečem tudi, ker je zelo dosti interesov treba usklajevati. Kakšne storitve pa kot GZS za člane delate? Zelo različno. Mi smo od leta 2006 prostovoljni in od takrat, ko sem jaz na zbornici, si še bistveno bolj prizadevamo. Ne samo, da si prizadevamo, zato ker se nam zdi to prav, ampak moramo, ker če ne, tudi članov ne bi imeli. Tako da mi dejansko članom prisluhnemo in to, kar rabijo, to, kar izrazijo kot neko potrebo, to naredimo. Zdaj, zelo različno je tudi. Naši člani so upravniki nepremičnin, stanovanjski skladi, pa nepremičninski posredniki in ocenjevalci vrednosti nepremičnin.
In vsaka panoga ima neke svoje posebnosti in tudi svoje potrebe. Nepremičninski posredniki, recimo, so večinoma manjša podjetja, pogosto one-man bandi, samostojni podjetniki in imajo neke druge potrebe. Ne vem, pripravljamo tudi kakšne vzorce dokumentacije, ki jih prilagajamo, ne vem, kakšne spletne rešitve, bom rekel, za njih zelo pomembno svetovanje, da sem jim na voljo, da jim tudi kaj iz področja zakonodaje svetujem, kadarkoli me pokličejo. To recimo ogromno koristijo. Potem zelo zanimivo je ena storitev, ki smo jo lani uvedli. Pogosto so tarča, pa ne mislim v slabem smislu, ker je to logično, inšpekcijskih nadzorov. Se pravi, da neka inšpekcija, tržni inšpektorat je za njih pristojen, pride v nadzor in so eni člani rekli, zakaj pa ne bi tisti, ki so že bili pod drobnogledom inšpekcije, delili svojih izkušenj z drugimi, in smo lani uvedli storitev, ki je taka čist praktična, pa nič nas ne stane, da nam pošljejo zapisnike inšpekcijskega pregleda, mi jih pa objavimo, da si lahko drugi člani pogledajo, že menjava je tako. In ko pride, recimo, ko se najavi inšpektor, lahko nekdo pogleda, kaj so pri njemu gledali, na kaj bodo tudi pri meni verjetno pozorni. Res take stvari, čist praktične. Ali pa ena stvar je, ki smo jo leta 2018 zagnali, ko se je takrat gradbeni zakon bistveno spremenil in so postala strožja pravila glede gradbene dokumentacije, se pravi gradbenih in uporabnih dovoljenj. In kar naenkrat so za vsa stanovanja, ki so jih prodajali, morali iskati stara, včasih zelo stara, iz arhivov gradbene in uporabna dovoljenja. In zelo, bom rekel, butasto se nam je zdelo, da nekdo, ki prodaja v enih stolpnici stanovanje, dobi gradbeno in uporabno dovoljenje iz leta 65, potem pa nekdo drugi gre spet na upravno enoto ali pa na arhiv, pa spet išče to isto uporabno in gradbeno. Takrat smo predlagali ministrstvu, ne oni to bazo vzpostavijo, ampak ni bilo nobenega posluha in smo na koncu mi sami naredili. Tako da zdaj to tako izgleda, da nam član, posrednik, ki pridobi gradbeno uporabno dovoljenje v nekem poslu, to posreduje, mi ga obesimo na internet, sodelujemo z enim od teh ponudnikov, ki nam je to brezplačno vzpostavil, in potem si lahko pač tudi ostali to isto gradbeno dovoljenje uporabno potegnejo dol, če ga rabijo za tisto lokacijo. In imamo zdaj v tem trenutku že 1400 dovoljenj, in glede na to, da so to dovoljenja tudi za cele soseske včasih, je predvsem Ljubljana kar dobro pokrita. Super, sliši se zelo uporabno. Ja, želel sem opisati to, da v glavnem smo zelo odzivni, glede na to, kaj se na trgu pokaže, kaj rabijo člani, in pač če le lahko odreagiramo. Ok, če gremo malo na ta globlji kontekst, imam splošno vprašanje. Kako vi vidite stanje slovenskega nepremičninskega trga danes? Ja, precej kompleksen je, a pa tudi ne. Mislim, tako bom rekel, jaz razumem, da je težka situacija. Mogoče vidim problem v tem, da ga vedno projiciramo nepremičninski trg, pa tegobe nepremičninskega trga z vidika kupca. Celoten javni diskurs poteka skozi oči kupca. In zato so problem visoke cene nepremičnin, kako se ne da priti, kako ni nobene ponudbe na najemnem trgu. Ampak to je seveda problem za kupca, pa za najemnika, ne pa za prodajalca, pa za najemodajalca. Pred leti smo imeli o tem razpravo na naši konferenci, ki jo imamo vsako leto v Portorožu, pa je bil en kolega iz Srbije, in ko smo razpravljali o tem, ko je bila ena od debat, zakaj so te cene tako visoke in kako doseči, da bi bile nižje, je rekel, napačno vprašanje. Vam koristijo visoke cene nepremičnin. To je vendar družbeno premoženje, ki je sicer v lasti fizičnih oseb večinoma, ampak če imamo mi 80% lastnikov nepremičnin, ki v njih živijo, ali 75%, je za njih dobro, da grejo cene gor. Tako da želim reči, da včasih malo poenostavljamo. Res pa je, z vidika tega osebe, ki rabi nepremičnino, ki jo išče, ki je nima, bodi si kot kupec, bodi si kot najemnik, so razmere izjemno zahtevne, in država tukaj niti približno v zadnjih desetletjih ni odigrala svoje vloge. Ker država je tista, ki mora, bom rekel, na nek način skrbeti za to, da ta neravnovesja na trgu niso tako velika. Država mora bodi si en del z javnimi najemnimi stanovanji, malo krpati te luknje, ki nastajajo, ker pač trg pri nas ne funkcionira. Po drugi strani pa mora tudi zasebni trg na nek način spodbujati
da je bolj aktiven. Ne? Če imamo 180 tisoč statistično praznih stanovanjskih enot, je nekaj treba narediti, da ne bi bile prazne. Zdaj, vlada je obljubila, mislim, na začetku mandata 10 tisoč novih stanovanj, ne vem dokdaj. A opažate, da se tukaj kaj spreminja, da dejansko prišlo do kakšne realizacije? Ja, zdaj treba je se najprej zavedati, da te obljube so tako malo pavšalne, pa namenjene politiki, pa volitvam. Tako da ljudje, ko so se usedli na sedeže, na stole na ministrstvu, so že vedeli, da to ni uresničljivo, sploh ne v enem mandatu. Smo na začetku začeli govoriti o 2 mandatih. Ne morem reči, da se nič ne dogaja. Marsikaj se dogaja, so pa ukrepi nezadostni, pa preveč so enostranski mogoče. To poudarjamo v zadnjem času. Na Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je zdaj pristojno za stanovanjsko področje, se kar precej dela, ampak pogrešamo predvsem ta posluh za zasebni trg. Ogromno se dela na tem, da bi se zagotavljalo javna najemna stanovanja, da bi se jih gradilo, kupovalo. Pozabilo se je pa na to, kar sem prej rekel, da imamo zelo veliko praznih stanovanj, ki jih ne znamo v bistvu aktivirati, ali pa nočemo, jaz ne vem, kaj je, mogoče znamo jih. In na drugi strani, kako bi spodbudili tudi zasebni kapital, da bi gradil stanovanja. Ne nazadnje, če rešimo stanovanjsko vprašanje z nekim cenovno dostopnim stanovanjem, je po mojem mnenju čisto vseeno, ali je zasebno ali je javno. Važno je, da ta stanovanjski problem rešimo. In se mi zdi, da je tukaj malo prevelika želja po tem, da bi bilo vse to samo javno. In potem tudi to, kar jim je načeloma zdaj uspelo zagotoviti, čeprav, če mene vprašate, uspelo jim je zagotoviti 1 milijardo evrov, s tem se pohvalijo za naslednjih 10 let, vsako leto 100 milijonov. Ampak zagotovili so 100 milijonov, to, kar so zagotovili v tekočem proračunu. Kaj se bo dogajalo naprej, je vse odvisno zdaj od volitev in od tega, kakšno bo razmerje moči potem. Zagotovljeno je to, kar je že zdaj namenjeno temu področju. Pa sej, ko govorimo, da so zagotovili denar, če gledamo zasebnike, na zasebnem trgu kapitala je le tega dovolj. Ni problem v denarju. Problem pravzaprav tiči verjetno nekje drugje, v sistemskih rešitvah, namreč v dovoljenih, v hitrosti postopkov, v tem, da je prostih zemljišč morda premalo. Kako vi to vidite? Ja, povsod so problemi. Seveda se začne pri zagotavljanju zemljišč, pri zemljiški politiki, kjer ne bomo naredili skoraj nič. In ja, denarja je na trgu dovolj in ravno to je za nas eden od največjih problemov, ker če ti zagotoviš 1 milijardo evrov, super, lepo se sliši. Ampak če češ ta denar porabiti za to, da gradiš stanovanja, jih boš zgradil toliko in se konča. Če pa ti s tem denarjem na nek način spodbujaš zasebni trg, da ta gradi stanovanja, ne vem, na Dunaju poznamo primere, tako radi se zgledujemo po dunajskem modelu, kjer se preprosto nameni taka sredstva, lahko so to nepovratna, bolj običajno je, da so to ugodni krediti, se jih nameni zasebnikom, ki se zavežejo, da bojo za obdobje tega financiranja ta stanovanja ponudili po reguliranih cenah, najemninah. In to stanovanje, če mene vprašate, za to obdobje, recimo 30 let, ravno tako rešuje stanovanjski problem kot tisto, ki je javno. Z minimalnim vložkom za javne finance. In na to smo malo pozabili. Še bolj je pa problematično to, da ne sprejmemo najprej ukrepov, s katerimi bi aktivirali stanovanja, ki so že zgrajena. Sta so pa sploh poceni. Tam je treba mogoče kakšno malo prenoviti, ampak to je že stvar lastnika. Predvsem je treba pa 2 stvari narediti. Prvo je izboljšati položaj najemodajalca, ki je v tem trenutku izrazito v tveganem položaju in ne ve, kaj se bo zgodilo, če dobi najemnika, ki ima željo mu povzročiti škodo. In drugič, davščine. Ta naš davčni sistem je tudi na oddajo nekaj. Ja, prvič je problem, ker se ta pravila zelo pogosto spreminjajo. Ne vem, verjetno veš, da je prejšnja vlada v bistvu znižala davek na prihodke od najemnin, potem je to veljalo 1 leto, pa nova vlada je spet zvišala na prejšnjo raven približno. To ne pomeni samo tega, da je zdaj višji davek, ampak pomeni tudi, da zavezanec dobi občutek, da se ne more zanesti, kaj bo čez 3 leta, kaj bo čez 5 let.
In zdaj, seveda so rekli, ja, se takrat, ko je bil znižen davek, se pa ni dosti ljudi odločilo, da bi prijavilo prihodke. Seveda ne, ker ne vejo, kaj bo jutri. Ne? Take zadeve bi morale biti, ne vem, trdno zasidrane za vsaj 10-15 let, da nekdo, ki je lastnik ali pa se celo odloča, da bo gradil za trg, da ve, kako lahko načrtuje. Drugače ne moš niti poslovnega modela narediti. Ne? Ja. Sej, čeprav ravno danes je članek na RTV MMC, ker tudi vi komentirate to temo in med drugim govori o tem, da vlada se hvali, da je omejila Airbnb in zdaj se ugotavlja, da je morda to premil ukrep. Ja, odvisno, koga se vpraša. Zdaj, ja, res je uvedla regulacijo Airbnb-ja, ki pa, vsaj kar se mene tiče, moramo počakati kakšno leto, dve, da bomo videli, bo kakšen učinek. Po drugi strani pa se mi zdi, da smo šli spet malo kot slovno trgovino s porcelanom. Zelo zanimiva zadeva se je zgodila, 2 ali 3 mesece nazaj je bila izdana prva sodba v korist etažnih lastnikov, ki so tožili nekoga izmed njih, iz njihove stavbe, ki je oddajal stanovanje preko Airbnb ali Bookinga brez njihovega soglasja. In kaj smo ugotovili, sodišče je čisto enostavno odločilo, da bi morali imeti 100% soglasje in ga niso imeli. Mislim, ta, ki je oddajal, bi moral imeti 100% soglasje. On se je zgovarjal, da zadošča 75%, ampak tudi 75% ni imel. Ne? Glavno sodišče je odločilo, da mora prenehati oddajati stanovanje, ker nima soglasja etažnih lastnikov. Ugotovimo lahko, da sploh ni bila potrebna sprememba zakonodaje, če smo želeli omejiti oddajanje stanovanj v večstanovanjskih stavbah. S čimer se strinjam na nek način, da večstanovanjske stavbe niso namenjene turizmu, ampak mi smo pa zdaj spremenili zakon o gostinstvu in močno posegli v vse pore tega sobodajalstva. Se pravi, da smo zdaj zelo omejili tudi tiste lastnike, ki imajo eno stanovanjsko hišo, pa že leta in leta oddajajo eno sobco v hiši ali pa dve. Ne? Tudi oni zdaj zapadejo pod to strogo regulacijo, čeprav tista soba v njihovi hiši v nobenem primeru na tem svetu ne bi bila namenjena nekomu, da bi živel v njej. Ne? Ampak je res to nek način pridobivanja dodatnega dohodka in je to sobodajalstvo ima dolgo tradicijo pri nas. Ja. In namesto, da bi v bistvu spoštovali veljavno zakonodajo in jo bolj upoštevali in nadzirali take primere, smo sprejeli zdaj zakon, za katerega niti ne vemo, kakšne učinke bo imel, ne? Ali ga sploh znamo izvajati. In tega je pri nas premalo. No. Imamo včasih zelo dobro napisane zakone, če jih nekdo bere od zunaj in reče, vse vi imate pa to super urejeno, če se pa poglobi, pa ugotovi, da v praksi to ne laufa. Ja, ker tudi nadzor bi bil zelo enostaven. Greš na Airbnb in vidi, tako kot Furs nadzira Airbnb od sebi lahko na ta način. Ja, in država je nadzor uvedla, zelo učinkovit nadzor na davčnem nivoju. Ja. In ko so dobili od vseh teh sobodajalcev davke, je država rekla, od tukaj naprej nas ne zanima več, je tako zgleda. Zato, ker od tam naprej se ni dogajalo nič, ampak kot si rekel, te stvari so javno objavljene, jih ne moreš skrivati, ker konec koncev ni namen, da jih skrivaš, je namen, da dobiš stran. To je zelo lep primer tega, kako se da nadzirati. Ampak se je ustavilo. Furs je seveda svojo opravil in pobral davek, vsi ostali pa niso odigrali svoje vloge, oziroma tako je pri nas. Ne. Vsaka inšpekcija si želi biti pristojna za čim manj stvari. Ja. Tako nekako. Ok, zdaj en izmed vaših članov so posredniki, kako se formalno reče? Nepremičninski posredniki. Zdaj, nepremičninski posredniki imajo v javnosti več enih obrazov. Vemo, vsaj tisti, ki smo delali v nepremičninah, da imajo izjemno pozitiven doprinos, ne samo ta transakcijski, vmeševalski, ampak v smislu pravilne izvedbe pri posredovanju in tako naprej, pravna zaščita kupcev in prodajalcev. Kaj javnost največkrat morda narobe razume o delu nepremičninskih posrednikov? Treba se razumeti, da pri nas smo od pamti veka, če uporabim tako besedo, navajeni, da skušamo čim več storitev sami narediti. Vedno smo vse gradili, so ljudje sami, avte popravljali sami in je nekako nepredstavljivo, da bi nekoga angažirali za to, da bo pripravil oglas, če je poenostavljen. Ampak zadeva seveda ni tako enostavna. Že dejstvo, da imamo zakon o nepremičninskem posredovanju, da je država to področje regulirala in moram reči, da je strogo regulirala, ker poznam tudi zakone drugih držav primerljivih,
pomeni, da je država nekaj želela doseči s tem. In želela je seveda zaščititi potrošnika. Zakaj? Zato, ker je nepremičninsko področje res pomembno, ker ponovadi zapravimo cele življenjske prihranke ali pa vzamemo kredite za to, da nepremičnino kupimo. Se pravi, osnovni namen regulacije tega področja je bil zaščititi potrošnika, da oseba, ki mu bo njemu pomagala skozi ta posel, bo res strokovno usposobljena, da bo tudi nudila zadostno zaščito in temu so namenjene določene varovalke v zakonu. Zdaj, določene obveznosti so izjemnega pomena, preverjanje dejanskega pravnega stanja nepremičnine. Tega ne naredi nihče drug. Zdaj, če se postavimo v vlogo enega običajnega potrošnika, ki ga lahko razberem mogoče na kakšnih forumih, na družbenih omrežjih, ja, pa se to vse naredim lahko sam, notar bo pa že preveril, če je z nepremičnino vse v redu. Ja, notar ima pomembno vlogo, ampak ne v tem delu. Noben notar ne bo šel na teren pogledati nepremičnine. Tudi odvetnik ponovadi ne, kolikor jih jaz poznam. Tako da določene naloge so, ki jih samo posrednik opravi v praksi in tudi odgovornost, ki jo ima strokovnjak, ki jo ima v tem delu samo posrednik. In ima visoko odgovornost. In zato ima tudi obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti. Pogosto, ko preberem kakšne komentarje, rečejo ljudje, pa si posredniki sploh ne odgovarjajo nič, oni so tam poberejo provizijo, oziroma plačilo za posredovanje, kot je določeno v zakonu, in ne nudijo nobene odgovornosti, kar ne drži. Oni imajo obvezno zavarovanje poklicne odgovornosti in vedno več je zavedanja. In tudi vedno več je primerov, ko stranke, sicer mislim, ni vedno več primerov, ko se kakšna škoda zgodi, ampak takrat, ko se nekaj zgodi zaradi, bom rekel, pomanjkljivo izvedene storitve strani posrednika ali pa kakšne napake strokovne, se stranke vedno bolj zavedajo, da je zadaj zavarovalnica in neka odgovornost. Tako da v tem delu je pa hecno. Nelogično ali pa težavo v praksi povzroča to, da posrednika običajno najame prodajalec. Največji del koristi od njega ima pa kupec. In do leta 2019 se je to reševalo približno tako, kot je v tujini tudi precej običajno, da si plačilo za posredovanje oziroma provizijo razdelita. Leta 2019 je pa v bistvu ta politika, ki zdaj tudi pokriva to področje, monekaj vladajoča, se odloča, da to ni fair, da ni pošteno, da kupec nosi del stroška, čeprav ni sklenil pogodbe z posrednikom. To je res, ampak nosi večji del koristi. In v tujini je v večini držav, ki jih poznam, nam primerljivih, je na nek način obvezno. Nemci, mislim, da so eno leto potem, ko smo mi prepovedali delitev, so oni uvedli obvezno delitev. Zato, ker se zavedajo, da je vloga posrednika dvojna. Ščititi mora obe stranki po zakonu. Res je, da je to malo paradoksalno ali pa schizofreno, ker težko ščitiš enako interese obeh stran. Ampak če smo si tak sistem izbrali in takega ima praktično cela Evropa, potem je treba to nasloviti tudi skozi plačilo storitve. Zdaj imamo pa tako situacijo, da prodajalec recimo običajno sklene pogodbo z nepremičninsko družbo, plačati mora celotno storitev, sam pa reče, pa sej to, kar ti delaš, posrednik, je več ali manj v korist kupcu, ne meni. Zakaj mene zanima, če je ta hiša zgrajena na črno? Jaz bi raje to informacijo prikril, kupca zanima, v njegovo korist je to. In smo prišli čisto do druge situacije in seveda na trgu se pa potem taki in drugačni načini izoblikujejo, da kupec še vedno nosi del stroška. Zdaj, ali ga nosi skozi višjo ceno nepremičnine, ali prevzame neko drugo obveznost, zdaj recimo se pogosto pojavlja, da mora plačati davek na nepremičnine, ali pa povrne prodajalcu en del stroška. Država nekako včasih misli, da bo s tem, ko nekaj v zakon zapiše, da bo cel trg obrnjen na glavo. Pa to ne gre, vedno se najde način, da se v bistvu doseže neko ravnovesje, če tako rečem. In tudi v tem primeru se ga je. A so kakšne stvari, kjer se interesi agenta pa kupca razhajajo? Ja, zdaj gotovo so, se pravi, položaj nepremičninskega posrednika že iz zakona izhaja in tam piše, da mora na enak način zaščititi interese prodajalca in kupca. Ne glede na to, kdo je pogodbo z njim podpisal, ker pogodbo lahko podpiše tudi kupec, ki išče nepremičnino. Pogosto se srečata tudi dva posrednika, vsak svojega. Zdaj seveda je že čist tipična stvar je ta. V interesu prodajalca je, da je cena čim višja, v interesu kupca je, da je čim nižja.
in tukaj posrednik naj bi se najdel nekje vmes in naj bi poskušal zagotoviti, da je ta cena realna. Ja. Mislim, v interesu agenta je dejansko transakcija, da pride do transakcije. No, in v tem momentu je meni zanimivo, ker pogosto, ko grejo cene nepremičnin gor, zdaj so šle recimo od leta 2004 za 100 do 150%, če ne več, odvisno od lokacije. In vsi, bo rekel, ta javni diskurs je v smeri, nepremičninski posredniki so zadovoljni. To izhaja po mojem iz nerazumevanja vloge nepremičninskega posrednika, ker nepremičninski posrednik ni investitor, on ni lastnik nepremičnine. Dvig cene nepremičnine je v interesu lastnika, ne posrednika. V interesu posrednika je, da je sklenjenih čim več poslov, tudi če so za nižjo ceno. Ker če je sklenjenih 10 poslov po 100.000 evrov, je bolj, kot da je eden za 500.000 evrov. Ja. In tega ljudje včasih ne razumejo. Seveda, posrednik raje vidi, da je sklenjenih več poslov. Res pa je, da ko pridemo pa do situacije, ker se preveč enostavno sklepajo posli na trgu, pa tudi posrednikova vloga se malo zmanjša. Recimo zdaj v tej situaciji, ki imamo zdaj, si lastniki pogosto rečejo, ki so prodajalci, saj jaz ne rabim posrednika, saj sam lahko prodam hitro nepremičnino. Ja. Ker je trg pač taka situacija na trgu, da je povpraševanje tako visoko. Tako da, ampak vloga posrednika je bistveno širša in tukaj gre za strokovno znanje, za to, da pozna postopek v bistvu do detajlov, od začetka do konca, da zna stranko in eno in drugo stranko voditi čez vse čeriče, ko rečemo, nepremičninskega posla in nenazadnje je za to tudi odgovoren. To je ključno. Zdaj, posredniki imajo omejeno, koliko lahko zaslužijo. A je to unikum v teh 4% unikum v Sloveniji ali je to širša? Ja, zdaj nimajo več, ker lani je Ustavno sodišče po 5, skoraj 6 letih odločilo o tem, to smo mi takrat v letu 2019, ko je bil ta zakon spremenjen, zakon o nepremičninskem posredovanju, in je bila uvedena še omejitev plačila za posredovanje za najemne posle. Smo mi takrat, seveda, ko se ni uspelo na politični ravni nič dogovoriti, da bi take rešitve, da ne bi bile sprejete, smo šli takrat na Ustavno sodišče. Ne mi, ker to je zdaj nesmisel pač formalni, mi nimamo pravnega interesa kot zbornica, ampak smo mi povezali nepremičninske posrednike, ki so vložili preko nas oziroma z našo pomočjo to pobudo, in po 6 letih, cirka je bilo lani oktobra dokončno odločeno, ena delna odločitev je bila že prej. No, in ta odločitev zdaj je, da je to protiustavno. Se pravi, zdaj nimamo več omejitve in dokler je veljala ta omejitev, je bila unikum. Ja. V nobeni drugi evropski državi ni tega na zakonodajni ravni. Ponekod imajo tako določeno, da se na krajevno običajen način z nekimi uzancami ali pa preko gospodarske zbornice tako določijo neke omejitve, ampak načeloma v zakonu, da bi država določala, pa ni nikjer. Kako pa je potem v praksi, koliko dejansko se zaračunava v povprečju, so različne? Je to ostalo enako? Po odpravi te omejitve je po mojem ostalo praktično enako, zato ker čez noč se to ne da. Spet govorimo o javnem diskurzu, novinarji so že takoj naslednji dan klicali pa rekli, a zdaj bojo posredniki zaračunavali več. Ne bojo, ker ne morejo, ker je to vedno odvisno od dogovora. Ti, ko skleneš pogodbo o posredovanju, se dogovoriš. In zdaj mogoče se je postavila samo možnost ali pa se je odprl nek prostor, da nepremičninske agencije, ki mogoče so kaj bolj kakovostne ali pa zagotavljajo večji nivo storitev ali pa večjo kvaliteto storitev, lahko si izpogajajo neki višjo ceno, ampak si jo izpogajajo, ne da jo kar na koncu zaračunajo. Pa druga stvar, za kakšne zelo kompleksne posle, ko gre za kakšna kmetijska zemljišča, kjer je treba bistveno več narediti, mogoče bistveno več ogledov narediti, da že takrat nepremičninska agencija reče stranki, lejte, ta vaša nepremičnina se bo prodajala bistveno dlje, bistveno več bomo mogli narediti za to, da nam uspejo prodati in bomo zaračunali 6%. Ampak še vedno je to dogovor. Tako da jaz mislim, da v praksi od oktobra oziroma od konca septembra, ko je bilo to sprejeto, ne vem, če se je zgodil kakšen premik. Mogoče je res malenkosten, tudi ko se s člani pogovarjamo o tem, večinoma so pa tako, že prej niso bili na 4, že prej je bila zgornja omejitev je bila 4% od vrednosti posla, pa je pa odvisno. Zdaj ponekod so zaračunali 4, ponekod, če je nepremičnina hitro prodajljiva, pa če ni dosti dela z njo, pa mogoče tudi manj. So bili po mojem tam povprečja 3 do 3,5. Mi na Nix podcastu z gosti lahko govorimo tudi o digitalizaciji.
kako digitaliziran pa je slovenski nepremičninski trg, širše gledano? Pa bom rekel, kolikor primerjam, zdaj seveda smo vedno bolj fokusirani na negativno, ne? Ampak mislim, da določene rešitve, ki jih mi upeljemo, so dobre, ne? Tudi, ne vem, portal Prostor, ki imamo, pa evidenco trga nepremičnin, pa so po mojem, kolikor jaz poznam, dobre rešitve. Problem pri nas je, da znamo zbirokratizirati postopke, ki so včasih čisto enostavni, pa problem je, da rešitve, ki jih uvajamo, so verjetno bistveno dražje, ampak to zdaj govorim tako čez palec, ker ne poznam podrobnosti, pa zapletamo se tam, kjer ne bi bilo potrebno. Drugače pa rešitve, ki jih imamo, tudi zemljiška knjiga, če pogledamo, ne, so dobre in marsikatera rešitev je dobra. Recimo na nepremičninskem trgu eno od takih je, na katero zdaj niti ne pomislimo. Pred desetletji, bom rekel, so se dražbe izvajale v živo, ne, na sodiščih, pri izvršiteljih in je bilo ogromno nekih indicev, pritožb, da se tam dogaja tudi kriminal, ko nekdo se prijavi, pa potem reče, če mi plačaš, se jaz umaknem, ne. Tega je bilo ogromno. Zdaj imamo Pa se je dogajalo. Se je dogajalo, zdaj imamo e-dražbe, ker niti ne veš, kdo ti stoji kot konkurent na dražbi. In je zadeva rešena z neko relativno enostavno rešitvijo. In mogoče tako rečem, vedno več je prostora za digitalizacijo, res pa je, da ni samo država tukaj problem, včasih so problem tudi posredniki sami. Eni si preprosto ne želijo iti v korak s časom, pa se bojijo mogoče nekih večjih sprememb. Drugače pa tehnologija nudi ogromno možnosti. Včasih smo prisiljeni v to, recimo med epidemijo so začeli bistveno bolj izkoriščati neka digitalna orodja, ki jih imajo na voljo, ker je bil ta osebni stik bistveno težji. Ampak so kakšna orodja, ki bi jih izpostavil, da veste, da so zdaj zelo popularna pri agentih ali pa pri upravnikih stavb, digitalna, kako delajo s kupci, kako izvajajo storitev, a je tukaj nek preboj, sploh zdaj, ko govorimo še o umetni inteligenci? Jaz bi rekel, da seveda je, vsa ta orodja se uporabljajo, ampak spet je zelo velika razlika med nepremičninskimi agencijami. Eni, tako kot med ljudmi, eni takoj pograbijo vse, kar je na voljo, ne, in se res močno oprejo na vse, kar je digitalnega in kar jim olajša delo, eni pa vztrajajo še pri upravljanju nalog peš. Zdaj pri posrednikih je ogromno nekih rešitev, ki jim lahko olajšajo poslovanje. Ne nazadnje imamo, ne vem, za cenitve nepremičnin, ne, za neke približne ocene imamo tudi orodja, imamo za umetno inteligenco, ki jim pomaga pisati oglase, imamo, ne vem, taka stvar so droni. Nas jih je bilo nepredstavljivo nepremičnino posnet iz zraka, ne, ko bi mogel helikopter najeti za to. Zdaj je to praktično že skoraj standard. Da se, vsaj za neke malo dražje nepremičnine je to že standardno. Potem, ne vem, na področju projektiranja, na področju upravljanja, tudi tudi na področju upravljanja je vedno več rešitev, ki olajšajo delo. Niso pa vsi izvajalci vedno dovolj odprti za te stvari. Glede na to, da pokrivajo tudi upravnike večstanovanjskih stavb, ravno pred podcastom sva govorila, da je tukaj več enih aspektov, da je to zahteven poklic sam po sebi, obenem pa konstantno vidimo nezadovoljstvo uporabnikov oziroma lastnikov, nekako gordijski vozuje, ki se nekako ne uspe odvezati. V tujini sem celo zaznal prakse, ki so morda zanimive, da investitorji pogosto, ki zgradijo neko stavbo, ostanejo tudi upravniki, ker ostanejo lastniki skupnih delov stavb. Ali so kakšne spremembe v Sloveniji, ki tukaj nakazujejo neko pozitivno smer, da bojo in upravniki in morda kupci oziroma lastniki bolj zadovoljni? Idej je veliko. Zdaj mogoče moram to reči. V zadnjih 10 letih seveda se s tem področjem veliko ukvarjam podrobno in vedno skuša človek ugotoviti, kaj je razlog, da stvari ne potekajo tako. Vsaj po mojem mnenju, pa to je zdaj mnenje, ne, tega se ne da empirično dokazati, ampak po mojem mnenju je največji vzrok za to naša neodgovornost do lastnega premoženja. Večina lastnikov stanovanj je ta dobilo po Jazbinškovem zakonu, takrat leta 1992, in takrat, pa tudi še kasneje, mnogi od njih niso vzpostavili tega občutka odgovornosti. To je moje in zato sem jaz odgovoren. In se je skozi to obdobje več kot 30 let ohranilo nek občutek
pri številnih, seveda jih je vedno manj, ker se generacije menjujejo, ampak pri številnih ta občutek, upravnik bo poskrbel za moje premoženje, oziroma upravnik je tisti, ki je podaljšana roka države in bo zdaj skrbel zame. In ni tako, vsak mora najprej sam poskrbeti za svoje, upravnik je samo tisti, ki, bom rekel, izvaja storitve v imenu etažnih lastnikov. In to se recimo pokaže, to pomanjkanje odgovornosti že pri tem, da ljudi ni takrat, ko je treba odločitve sprejemati. Zdaj pridejo na gore lastnikov, se ne da od njih dobiti ničesar, jih ne zanima, jim je čisto vseeno, kaj se dogaja z njimi. Potem se pa pridružijo še drugi problemi, recimo to, kar pri nas rečemo atomsko lastništvo, atomizirano lastništvo, se pravi razpršeno. Jaz se včasih pohecam, pa pravi, v Nemčiji se lahko etažni lastniki na kavi dobijo, pa sprejmejo odločitev, ker je, bom rekel, so 3 ali pa 4 lastniki ene večstanovanjske stavbe. Pri nas je, ne vem, če je stolpenca, je 100 lastnikov, skoraj prostora nimajo, da bi se dobili, morajo kakšno dvorano najeti. To ni problem samo pri nas, v celem vzhodnem bloku podobno, ampak to otežuje zadeve. In seveda obstajajo rešitve, obstajajo tudi številni predlogi, ki bi zadeve izboljšali, ampak pri nas se na področju zakonodaje, in to je generalni problem, kot ga jaz vidim, zadeve prepočasi premikajo. Mal je mogoče, ne vem, nekega nezaupanja politike v gospodarstvo ali pa v stroko. Ne vem, vsi nekako gledajo malo z nezaupanjem na ta odnos in si mislijo, oni imajo neke svoje interese in želijo prinesti okoli, da tako rečem. Ampak pri upravnikih je bilo vedno, vsaj po mojem občutku, če je nek predlog za spremembo zakonodaje, ki primerjam naše predloge s predlogi, ki jih imajo etažni lastniki, tisti, ki so bolj aktivni. To se prekriva v 90%, ker je vsem interes ta, da bi se lažje pa bolj učinkovito upravljalo stavbo. Ampak žal se te spremembe potem uvajajo prepočasi ali pa do njih sploh ne pride. Tako da ne vem, leta 2021 je bila zadnja večja sprememba stanovanjskega zakona in takrat je bilo kar nekaj sprememb, koristnih, zelo pozitivnih. Od lažjega odločanja, nižanja večin, ki so potrebne za sprejetje določenih odločitev, do širjenja pristojnosti stanovanjske inšpekcije, več prekrškov je, bolj lahko nadzirajo upravnike. Ampak na drugi strani, ne vem, že takrat je bilo 5 stanovanjskih inšpektorjev za celo Slovenijo in čeprav so na ministrstvu takrat obljubljali, zdaj, ko smo jim dali večjo vlogo, več prekrškov, jih bomo tudi okrepili kadrovsko, pa jih je še vedno samo 5. Tako da marsikaj umanjka. In bom rekel, ne vem, počasi določeni predlogi, ki jih mi dajemo, pa tudi drugi, se prijemljajo, ampak predolgo traja, da se realizirajo. Ne vem, zdaj, ena taka stvar, ki jo mi že leta poudarjamo, je, da bi upravniki morali imeti tudi licence. Prej sva govorila o posrednikih. Če tam prepoznamo odgovornost vloge posrednika, jo pri upravniku bi morali še bolj. Upravlja z ogromnim premoženjem, pogosto z edinim premoženjem, ki ga državljani imajo, nima pa nobene licence, nobeno strokovno znanje se od njega ne zahteva. Mi že, odkar sem jaz na zbornici, pa po mojem že prej, so bile te zahteve, da bi bilo treba to regulirati po zgledu posrednikov, recimo, oziroma neke licence uvesti, tudi v tujini, to ni nič neobičajnega, ampak pri nas je dolgo veljala mantra, da to ni v skladu z evropsko zakonodajo, kar ni logično, ker druge države Evropske unije to poznajo. No in na koncu smo ugotovili, da je nekoč nekje nek evropski komisar ali mogoče kakšen uslužbenec Ministrstvo za gospodarstvo takrat rekel, da te licence, da to je v nasprotju z pravili trga EU in da tega se ne sme, da moramo iti v nasprotni smeri deregulacije, neregulacije in so praktično 10 let vztrajali pri tem, da licenc ne bo. No, zdaj končno, ko vidijo, da brez licenc ti ne moreš zagotoviti tudi strokovne usposobljenosti prave, pa tudi odgovornosti na drugi strani, zdaj mislim, da je bilo leto in pol od tega, kar so dokončno priznali, da pa to le ne bi bilo tako slabo in so rekli, zdaj smo se pa odločili, da licence bojo, ampak zdaj bo spet verjetno trajalo kakšna 3 leta, da pridemo mi do zakonske rešitve. Kako pa se ti zdi, da bo upravništvo večstanovanjskih stavb izgledalo čez 20 let? A bo isto kot zdaj? Ne, nikakor ne bo isto. Prvič, spremenilo se bo že tisto, s čimer sem začel, se pravi odgovornost, ker vsi mladi, ki zdaj kupujejo stanovanja, to odgovornost imajo. Jo morajo imeti, ker vejo, kako težko so prišli do te nepremičnine. Tako da odgovornost lastnikov se spreminja,
spreminja se tudi način dela, tudi strokovno znanje upravnikov se spreminja in pa ne nazadnje digitalizacija, tukaj je ogromno. Zdaj, recimo ti BIM modeli, ki se uporabljajo pri projektiranju, se uporabljajo tudi pri upravljanju. Stavbe so praktično digitalizirane, v vsakem trenutku vemo, kaj se na posameznem elementu dogaja. In tukaj seveda to je po eni strani priložnost, po drugi strani je tudi izziv za nekatere upravnike, mogoče bo tudi to težava. Ne vem, večji upravniki recimo že kar nekaj let imajo spletne portale, preko katerih lastniki lahko dostopajo do vseh gradiv, do računov, do pogodb, do sredstev rezervnega sklada. Eni drugi poslujejo še bolj peš. In včasih je tudi etažnim lastnikom to bolj fajn, če so tudi etažni lastniki še mogoče bolj, da niso tako digitalizirani. Ampak čez 20 let bo sigurno to, k noč pa dan. Okay. Če pa pogledamo stališče lastnika, si predstavljam, če si ti etažni lastnik v stavbi, kjer je 100 stanovanj, se tudi dejansko počutiš nemočen. Tudi če bi bil aktiven, že tako je biti težko aktiven, predvidevam, ker vsak ima pač svoje vsakodnevne obveznosti, se mi zdi zahtevno. Kaj lahko en lastnik naredi, da bi pa v svojem bloku zadevo bolj poživil? To je res. Isti izziv ali pa enak izziv ima tudi upravnik. Kako zdaj motivirati 100 posameznikov ali pa jih spraviti na isto stran, da bojo razumeli, da je nekaj v njihovo dobro ali pa da ni v njihovo dobro. Kako jih prepričati? Ne vem, podobna rešitev, jaz pogosto primerjam večstanovanjske stavbe z delniškimi družbami. Imamo tudi pri delniških družbah male delničarje, ki tudi sami ne morejo nič doseči s tistimi svojimi par delnicami. Povezujejo se v društva, imajo enega zastopnika, ki potem zastopa njihove interese. Pri etažnih lastnikih je ključna komunikacija med njimi. Pogosto je težava v tem, da se, par ljudi ne more med sabo in potem tudi ne hodijo na zbore lastnikov, ker se sam kregajo, in to je neka spirala, ki gre v negativo. Pol se nič ne sprejme, nobenih rešitev se ne sprejme. V takih primerih, v takih stavbah je tudi upravnik tisti, ki potem ponavadi je bolj nagnjen k temu, da se nič ne zgodi ali pa da izkorišča tako situacijo včasih, če vidi, da etažni lastniki niso poenoteni. Najboljše stavbe so tiste, kjer etažni lastniki dobro sodelujejo med sabo, kjer se znajo dogovoriti. Tam tudi upravnik ponavadi dela super, ker ve, da so etažni lastniki enotni, da ni nekih, nasprotujočih si mnenj, čeprav v vsaki stavbi seveda obstaja kdo, ki nasprotuje, nekateri tudi čistko po pravilu. Ampak ključ je v tem, ključ je v komunikaciji med njimi, da znajo med sabo se pogovoriti. Ne v tem formalnem smislu sprejemanja odločitve. Jaz vedno jemljem, da zbor lastnikov bolj kot formalizacija nekih dogovorov, ki so že prej neformalno sprejeti. Če se etažni lastniki pogovarjajo med sabo. Res pa je, da živimo v taki družbi, kot te komunikacije vedno manj. Včasih so bili, verjetno tudi kakšni pikniki, kakšne delovne akcije, so se ljudje lažje dogovorili. Zdaj se vidijo mogoče na zboru lastnikov enkrat na leto. Tako da je večplasten problem. In upravnik je tukaj res včasih v zelo, zelo težki situaciji. V javnosti se kdaj pojavi očitek koruptivnosti upravnikov v smislu, da je posledica, ker so tako nizka nadomestila, ki so za lastnike že tako previsoka, da potem to upravniki kompenzirajo lahko potencialno z korupcijo pri izvajalcih. Ali kako to komentiraš, pa kako se to sistemsko rešuje? Ti očitki so pogosti, bom rekel, pa jaz mislim, da v veliki večini so pač včasih rezultat neke nemoči. Tudi dobavitelj ali pa neki izvajalec, ki ni bil uspešen, včasih lahko mal blati, reče, da je tako in drugače. Jaz vedno pravim, če nekdo ve, da je nekaj narobe, ne more jamrati meni ali pa sosedom, ampak mora iti na policijo, take zadeve, če gre res za kakšna koruptivna dejanja, je treba prijaviti in je treba razrešiti. Druga stvar pa je, da se včasih kot koruptivno ali pa kot nedovoljeno tudi kakšno čisto zakonito prakso izpostavlja. Pred leti smo imeli čisto praktičen primer, mislim, da je bilo to v letu 2017, ko je bila cela gonja proti upravnikom, ker so si zaračunavali v dogovoru z zavarovalnico določeno nadomestilo.
Šlo je pa za to, da je zavarovalnica sklenila seveda zavarovalno polico z stavbo, v imenu etažnih lastnikov je to kot pooblaščenec zakoniti podpisal upravnik, ampak upravnik je zahteval določeno nadomestilo, da mu so rekli tudi provizija. Ni pa nikoli bilo to, ali pa praviloma to ni bilo provizija, lahko da je kakšen primer tak. Od tiste pogodbe, ki sem jih jaz videl kot primere, je bilo vedno to nadomestilo, zato ker je ta upravnik zavarovalnici v trenutku, ko mu je izstavljal račun, plačal cel račun. V stanovanjskem zakonu je pa pravilo tako, da upravnik prejme račun od dobavitelja, zavarovalnica, ne vem, tisti, ki zagotavlja elektriko ali pa karkoli, čistilka ne nazadnje, čistilc, čistilni servis. In ta račun razdeli po ključih, ki obstajajo etažnim lastnikom. In kot on denar prejema od etažnih lastnikov, ga nakazuje dobavitelju. In zdaj, če na koncu meseca 30% tega računa ni plačanega, mu na njegov poziv da seznam etažnih lastnikov in reče, tukaj imaš seznam, zdaj pa pridi na sodišče. V teh situacijah, v večini, so se pa upravniki z zavarovalnico, recimo, zavarovalnice so da takrat problematične, ampak lahko je to povsod, je bilo tudi njim v interesu, dogovorili, da jim plačajo v trenutku izstavitve oziroma zapadlosti celoten račun, potem pa, kar je neplačanega, je na njihovo breme. Lažje je tako, ker če en etažni lastnik ne plača računa, ne plača samo tistega, kar odpade na zavarovalno premijo, ne plača celega računa. In je lažje, da gre upravnik potem v izvršbo za cel račun, kot da vsak od dobaviteljev za svoj delež računa. In je bila to praksa, ki je bila čist v tem delu legalna, legitimna, praktična, ampak ker so nekateri razumeli to, da je to nezakonito in da bi oni, če ne bi upravnik dobil tistih 3, 4, 5%, bi oni imeli toliko nižji račun, so sprožili gonjo in ta gonja se je na koncu končala z odločitvijo upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da v tistih nadomestilih ni bilo nič narobe. Ne nazadnje, če zavarovalnica ne bi teh 5% plačala upravniku kot neko nadomestilo za izterjavo ali kakorkoli, bi plačala to nekomu drugemu, da bi v njenem imenu izterjal. Res pa je, da se je v teh debatah izpostavljajo nekateri si zaračunajo 10, 15, 20%. Tam pa že lahko razumem, da to ni neko normalno nadomestilo za tako storitev. Ampak jaz vedno pravim, da je treba pogledati v pogodbo. Treba je pogledati, kaj noter piše. In če bi šlo res v nekem primeru za provizijo, za to, da je nekdo sklenil pogodbo z nekom, bi bilo to zelo, zelo problematično in bi teoretično bilo lahko tudi kaznivo. Ampak, se pravim, vsakmo tudi, ki me kliče, tudi nas pogosto etažni lastniki kličejo, pa jim tudi pomagamo z nasvetom. Vedno povem, lejte, če veste, da se nekaj nezakonitega dogaja, je treba to prijaviti. Ker jaz ne morem dostopati do pogodb, niti nimam nobene pristojnosti, da bi ugotavljali nekaj narobe ali ni. Imamo za to organe, ki so za to pristojni in je prav, da se to razišče. V splošnem deluje in posredništvo in upravljanje kot zahteven posel v smislu, ker je končen kupec fizična stranka, ker je to B2C posel in ker so ljudje različni, je pač tukaj ogromno enih primerov, pa še tako razpršeni kupci. Da vsa čast je enim in drugim, ne, za definitivno, in seveda potrošnike in še to nam gre, v bistvu jim gre tam, ki ta posel izvajajo, v škodo, da je v javnosti pogosto ta percepcija predstavlja, se poenostavlja, ne, da so eni in drugi tam samo zaradi zaslužka. Pa to včasih komentirajo ljudje, ki nimajo niti pojma o tem, kaj vse morajo početi. In posredniki in upravniki. Tako da v marsičem sta si poklica zelo podobna, jaz pravim, ker jih poznam, ene in druge jih poznam in vem, kaj počnejo in je pogosto za oboje zelo, zelo podobno. Ja. In oboje imajo v javnosti tako negativno percepcijo. Morda za zaključek vprašanje malo bolj pozitivne narave, kaj bi komentiral, kaj te na slovenskem nepremičninskem trgu pa navdaja z optimizmom, ko generalno glede na to, da je v vsakodnevnem poslu toliko enih težkih primerov. Pa tako bom rekel, zdaj ne vem, z optimizmom, mogoče smo res nagnjeni včasih preveč kritiziranju. Ker če se ozremo okoli sebe, vidimo, da se vseeno kar precej dogaja. Včasih so ljudje, včasih so investitorji kreativni, ker če bi poslušali samo to, kaj vse je narobe, bi jaz pričakoval, da niti enega investitorja ne bi bilo. Pa zgleda, da stvari vseeno niso toliko negativne, toliko črnoglede, se mi zdi, da imamo precej znanja v Sloveniji, tudi to, kar so prej govorila, digitalizacija,
ogromno znanja je, ogromno idej, marsikaj se spelje, tudi čisto, bom rekel, včasih na amaterski ravni, ne zato, ker bi ljudje delali vse iz želje po nekih bajnih zaslužkih. Tako da mogoče je to, trg je majhen, dosti znanja je, dosti izkušenj, znanja taka, ki ga izvažamo lahko, ne, ker nas tudi postavlja za dober zgled. Ne nazadnje celoten Balkan ali pa cela bivša država, to so države, ki so nas jemale za zgled v letih, bom rekel, pred 20 leti. Ne. Marsikdo je kopiral zakonodajo po nas. Problem je, da smo mi v zadnjih 10-15 letih malo zaspali ali pa celo sprejemamo korake nazaj včasih, ne, in zdaj druge države malo prehitevajo, tudi po zakonodaji, ne, kar je bilo nepredstavljivo 10 let nazaj. No, ampak pravim, trg je tak, da bi lahko bil bistveno bolj konkurenčen, ima dobre nastavke, tudi mladi, bom rekel, mogoče nimajo več teh hip, ki so jih imele prejšnje generacije, se pravi, razumejo, kaj je odgovornost do lastnega premoženja, razumejo tudi neke tržne zakonitosti bistveno bolje. To so nastavki, ampak imamo pa težavo s politiko. Pa ne zdaj s politiki karakterno, ampak ne vem, nastal se mi, da je 20 let nazaj tak krč, do takrat se je še upoštevalo stroko in akademsko stroko in, bom rekel, to gospodarsko stroko, od takrat naprej pa se mi zdi, da tudi sodelovanja pri pisanju zakonov ni bilo več. Politika je kar vse želela sama narediti. Tudi upoštevajo te ne, če jim kaj rečeš. Vedno je ta občutek, nekdo želi neke svoje interese uveljaviti skozi zakonodajo. Jaz vedno pravim, tisti, ki piše zakon, mora poslušati vse. In on mora potem oceniti, kateri predlogi so dobri in zakaj so dobri. Ne pa a priori, zato ker je nekdo predlagal, tega vzeti za slabo. Ne? Da ga ne bomo upoštevali, ker je ta predlagal. Ne? Ta sigurno ima slabe namene. In tukaj mogoče, ne vem, v tem delu se mi zdi, da bi lahko največ naredili, no, na kratki rok, da bi dejansko upoštevali vse znanje, ki obstaja, ker ga je dosti. Boštjan, hvala za obisk. Prepričan sem, da sva gledalcem odprla kakšen nazorni kot, tako glede posrednikov trga ali pa glede upravnikov. Spustila sva sicer cenilce, ne mora zdaj vsega obdelati, pa vendar. Ja. Hvala za obisk. Ja, z veseljem. Z vsaka taka priložnost je tudi priložnost za to, da mogoče razjasnimo kakšno zadevo. Drži. Hvala, srečno. Hvala. Z Linkscraft vas vabimo na letošnji sejem Dom marca 2026 na gospodarsko razstavišče, kjer si boste lahko sami oblikovali idejni projekt za svojo sanjsko hišo.